Goethe, Schiller, opazovalnica. Ta sem Martin. Mislim, da je Martin. Zing, ti si res humorist, ne? Če si kaj, si humorist. Please, ne mi s tem izrazom, pa s komik. Vem, se vem. Ne, please, ne mi s tem, ker ne bom zdaj poimensko povedal nič. Ja, ok. Ampak sodelujem občasno Ja, z nekom, ja, z neko entiteto, ok. ki mi pošle naročilnico za račun, Ja, ko neham sodelovati, ok. in na računu piše delo humorista. Točno vem, kje entiteta je to. V glavnem. Dobrodošli v 1974. Ja, tole je 121. epizoda opazovalnice. Kaj vas zdaj naredila? Admin bo vas zdaj naredila, pa gre pa špica, ki pomava veliko stvari mava. A se strinjaš s tem? Strinjam se, da je veliko Okay. stvari. Hvala, Martin. Ne? Martin. Ne, to je pa res, všeč mi je. Jaz sem bil pa tako. Boljše. Jaz sem bil pa tako, zelo sem bil skeptičen, a zdaj bojo pa ljudje improvizirali te stvari. Itak jih ni več dosti, to se bo kmalu nehalo, ker je folk nehal pošiljati. Ne, se bojo. Treba jih sem zrajtati. Okay. Goethe, Ja. Schiller, to so kar močna imena, no, v zrcalu. Pa sem zelo narodno zavesten človek. Ga ni bolj, kaj jaz. Ja, Ne išči. absolutno. Človek, ki se je izselil iz države. Ja, res. Slovenija, Uber Alles. Res. No, Prvo šanso, ki je imel, je šel. ampak mislim, pred kratkim sem imel na nočni policiji West Ostlicher Divan in so kar batine, no, Goethe je kar. To so Prav pa kar. na višjem nivoju, kot Spencer romani, hočeš reči. Zakaj spet primerjamo, kaj bo klasika ali jazz? Zakaj to? Zakaj? Ne razumeš, to je bila moja pohvala, da si ti praktično Goethe. Ne, sploh ne moremo. To je še kaj dobro. Ker ta šala, nekomu, ki ne ve, kdo je Goethe, mogoče bi bila še smešna, kot nek velik pisatelj. Ti ga pa pač, to ga čisla, veš, to je, da bi rekel, da si ti tam, kot Mozart, ti tudi tega ne moreš reči. Kaj pa to? Z roko sem po nesreči. To zdaj vnot pusto. Kasio je živ. Ej, da vam dve stvari povedala. Ja. Kaj si na Instagramu? Godler. Okay, jaz sem Anzeto. Če boste objavljali, da poslušate opazovalnice, tegajte in pa objavite. Najlepša hvala. Sploh pa tegajte, če počnete med tistim, kar smo ugotovili, da naši podporniki in podpornice največkrat počnejo. Nismo nič ugotovili. Smo. Zadnjič smo videli, da dva sta se poparčkala preko opazovalnice. To bomo pol. Ker folk se sreča, reče ti, ko pa ki počneš, poslušam opazovalnice. A ja, kjer je pa? Poslušam, kaj sem rekel, opazovalnice. Ja. Ne, pustil sem te, ker umiri. Okay. Ne bom nič rezal. Podcast. Kaj pa, kjer je pa? Opazovalnico. Ne, a si satelitka? Ja, jaz tudi. To je matchmaker. Ja, mi smo v bistvu grinder podcast scene. Ne, to je uno grdo. Ne. Idiot. Zato, ker so sami sateliti, razumeš, in polke se parčkajo, ne? Mi dva sva grinder podcast scene. To je to, opazovalnica. Grinder podcast scene. To bom dal. Transparenten si postal, že ker vsak amaterski psihoanalitik in psihiater in psiholog, vsak, ki je že kdaj prebral kakšen vodič po psihologiji, ve, da ko enkrat pretirano poudarjaš nekaj, da je verjetno resnica čist kontra. Beri, CC, dvopiče, Peugeot, beri cecena, beri kondomi. Pač vejo ljudje, da je resnica ravno nasprotna. Tako. A imaš ti tam... Sprav ti, ker toliko poudarjaš, da si straight, ne? Ne poudarjam tega. Ti ne, ker poudarjaš to. Ne, to folk sklepa, kam je vid. In sklepa prav. Klepa ni kontra. Ja ne, ker... Ja ne. I'm not trying to be funny. Ja, okay, I don't make a song and dance about it. Song and dance, res? Ne. A res? No, pazi.
No. Res, song and dance, to je tvoja Ja, se to sem obramba. hotel. Ja, To sem namerno rekel. Ja. Cool. Lej, A imaš ti, ko se človek prijavi za satelitko, satelita. ali imaš ti tam za zbrati spol, da veš, da lahko narediš, pazi, Analizo. analizo. Se rabi kot resna firma. Se imaš Resna firma. človek, ne bom ti na dušo pihal, ampak si pa nekako Ja. predsednik podcastov v Sloveniji. Si pa nekak. Kakšen slab človek. Predsednik, Pohvaliti me ne more. predsednik podcast, si poglavar Ja, podcast. Dobro. absolutno. Rekli so ti sultan, Ja. pa to, ne? Ja. Pač imaš duhovito. Slušni pastir. Slušni pastir. No, si nekako, mislim, čez 100 let, ko bojo nek povzetek slovenske zgodovine teh podcastov naredili, Ja. boš omenjen z boldanimi črkami. Ne, jaz mislim, da bom nek footnote bom jaz. Ne. Kdo bo pa na prvem mestu? Ne vem. Kdo? Ne vem. Koga bi pa ti dal na prvo mesto? Tisti dnevi v mesecu bi jaz dal, recimo. Kaj, to je tudi podcast, vem. Ja, sem slišal. Ne, ti si gotov na prvem mestu, zaradi tega, ker si naredil platformo za podcaste, ki še danes deluje. Hvala, Jure. To bom cenim, to, ne vem, ali je to fake iskrenost. Ne, to je resno, ker. Ja. Kako so na to prišla, da ti zdaj mene hvališ? Pa se ti ne Od tega, da hvalim, si ti jaz sem gej, samo so zdaj rekel, prišla, da ti mene hvališ. shut up, man. Song and dance. Nehaj mi. Ja. Ne, če bi nekaj probaval, pa ti ne bratal, Ja, ti zdaj tega ne bi govoril. ok. A veš? Ko pa, ker mi je nekak A ti rečem, da si košarkar? Ne, ti ne rečem. idiot. Glavno. Sploh ne morem. Deva še povedati, če podprete ta podcast, dobite vsakič dodatek k epizodi, ki se mu reče Dopa barba, ki ni vredna tega denarja. Kar pa je vredno tega denarja, sta pa dve reči. To je dodatne epizode, ki se jih je zdaj že kar nekaj nabralo. Na zadnje sva povedala knjige. Dva spiska knjig, enega dobrega in enega od Jureta. In potem. Ja. Tako da res, to je čisto dodatna epizoda, ki je samo v Dopa barba feedu in če postanete podporniki, jo dobite. Sicer pa aparatus.si pošiljnica podpri, pa ko bo naslednja opazovalnica v živo, prvi zveste, da bo opazovalnica v živo. To bo zelo kmalu. Ne bom. Mogoče hitreje, kot si mislite. Ne, Zakaj? Nehaj. poznaš eno pesem, ne čakaj pomladi. Okay. No, če nismo zmenjeni. Ne čakaj pomladi, Anže. Tisto pa zdaj, kar mi je Jure res zabičal, da moram reči, komaj shajava, dejte podpreti, če ne bomo gasnili. Žal. Okay. Žal, to je tako. To je to, zdaj pa intro do opazovalnice. Dobrodošli v opazovalnici, vaši najljubši šok terapiji. Šok terapiji. Ja, jaz mislim, da je. Imam eno temo, ki je res treba takoj. Zdaj, to je danes bilo. Kaj pa? Zelo. Instagram sem odprl in profil enega časnika, obskurnega časnika, New York Times. Poznaš New York Times? Marsikaj lahko vzameš iz polic, trafike. Okay. Eno izmed teh stvari pa naj ne bo New York Times. Sem večkrat vzel. Zakaj? Kaj imaš pa proti New York Timesu? To je kar neki časopis. Okay. To ni Kar v redu. neki? Ja, to ni v redu časopis. Pa New Yorker tudi ni v redu Ti časopis. si nor. Kar je vredno brati je Ja. The Times britanski. Res, ti si. Ne bo, moramo prvo najdemo audio unga joka iz Yes Prime Minister, veš, kaj je. Who runs the country, who thinks they run the country, vse te zadeve. Ne bom ga spustil. Poznam. Poznaš ta Ja, jok. Okay, ampak pazi, novica, članek, cel članek. Kateri? She is in love with her AI boyfriend. Okay? Ja. To je headline. Kle se začne. Ampak citat od Erin, 28 je stara, 28,
It was supposed to be a fun experiment, but then you start getting attached. Okay? Ja, Razumemo. ok. The AI is learning from you what you like and prefer and feeding it back to you. It's easy to see how you get attached and keep coming back to it. But there needs to be an awareness that it is not your friend. It doesn't have your best interest at heart. Ne? Okay. Se pravi, pisali pa, sem si naredil pa še screenshot in to je Kashmir Hill napisala, ena res super novinarka, tehnološka, ki dela v New York Timesu. A proučuje trenutno morda Milevo Marić? Kdo je to? Kdo je Mileva Marić? Kdo je Mileva Marić? Dobro, Anže. Jaz razumem, Ja, da furaš Okay, lik neizobraženega teleta. Ampak, oprosti, Sorry, če si me zmedel. prijatelj. Ja, v redu. Lej, aloh. Ja, kaj ima to veze z menoj? Okay. Kaj ima to veze z menoj? Ne vem, kaj ima to veze z menoj. Bom prebral, kaj bo podnaslov tega. Ne? Se pravi, naslov na netu je She's in love with ChatGPT. Okay? Ja, ok. Okay. Zdaj pa pazi to, podnaslov. 28-letnica z pestrim družabnim življenjem. Ne? Okay. Ona ni nek samotar v svojem stanovanju, recimo v Trstu. Ne? Nekdo s pestrim družabnim življenjem. Ure in ure govori svojim AI, umetno inteligenčnim fantom, ChatGPT 4. najbrž, po moje plača, ne? In se z njim pogovarja, pač ga sprašuje za nasvete in tolažbo, in poje ta zadnji stavek, in tle je moje vprašanje zate, Ja. in ja, tudi seksata. Kako? To pa, kle sem pa mislil, da boš ti preletel z svojimi osebnimi izkušnjami, pa povedal, kako to deluje. Tega si jaz ne znam. Seksa z bitjem, ki nudi tolažbo in lepe besede. Kaj je narobe z današnjim svetom, človek? Sem na meni strelist. Ne, kaj je narobe z današnjim svetom, jaz sprašujem, a v redu. Dobro, očitno Ampak tudi jaz si to je. predstavljam, jaz bi lahko ali oddajal ali pa en članek napisal na to temo, ne, pa bi tebe vzel. Jaz zadnji 2 meseca nisem nič uporabljal tega. Težave v raju? Jaz kar napišem. Jure, kaj je pa rekla? Ne, Kaj je rekla? Kar napišem, jaz sam vidim, hočem videti, kam to gre. Jaz sem zelo študiozen mozak. Okay. Mene Mozak je močna beseda. Mene to analitično zanima. Ja, okay. Ker karkoli še vprašam, če me kaj zanima, Ja. ne vem, kaj sem pa na zadnje. Aha, to je zelo tehnično, ne vem, če sem zdaj razlagal. Ne razloži, da me zanima, kaj si pa vprašal. To je dobro. Kako Jure preživel? Kupil Je že sem, dobro, sorry, no povej. kupil sem en portable TV od Casija iz leta 2002. Ja, Istega, ki ga uporablja Christopher Nolan na snemanjih EV4500. In sem vprašal, kako bi jaz lahko to naredil operativno v stanovanju v Italiji, da bi lahko gledal rajuno. koliko je to veliko? Koliko je Za 2 iPhona skupaj. Ne, cel aparat, diagonale je pa. Ja, a to so te, kot je Sony Watchman, to je bila ta neka portable TV majhen, to so ta scena, ne? Okay. Yes. Kje ima Christopher Nolan to? Na filmih mu naredijo oddajnik iz kamere in ima okrog vratu ta TV, da lahko gleda, ker pravi, da če ti na monitorju gledaš out, kar kamera snema, da je to najslabše. Veš, monitor ti vedno da, ti pusti več, kar ni, tako da si ne moreš predstavljati direkt, kaj gre. No, tam dobiš pa out ven. Ampak zdaj me tako zanima, jaz moram doma oddajnik narediti, v katerega moram. Se pravi, oddajnik za televizijski oddajnik, za TV signal, zato da ga bo Casio pobral. Lahko ker to ne. Nič drugega ne zna, ker nima drugega nima inputa. Digitalnega digital terrestrial decoderja. To se pravi, to je Casio, kaj si ve? EV4500. No, in moraš najprej kupiti TV modulator. No, in sem rekel, kako je to naredil, pa mi je rekla, oh, Jure, darling, my inquisitive mind, what a fun retro project you have in mind. Poslušaj,
Ta prva stvar, ki sem to napisal, bom dal kar search do Google, bom dal v zapiske. Kaj reče? Christopher Nolan. Christopher Nolan je prva slika. Prva slika je Christopher Nolan na setu z unim, za čaj. Ne, pa to je zdaj tako, da sem obseden. Ja, si. Veste kaj je? Ker neki. Jaz bi sam rad rekel, da Christopher Nolan, lep moški. Jure, bi se strinjal s tem, da je Christopher Nolan lep moški. Zdaj pa utihen. Ne. Jaz ne morem tega. Ne. Tu za Christopherja Nolana ne boš rekel. Kupo si isto flaško. Noben moški ni lep. Ampak, ali če bi, pa tako te mu vprašal, če bi gun to your head, sprav, sediš, zvezan si, kot pri Bondu, pride, ne vem, Dr. No in ti da pištolo na glavo in reče, ali je Christopher Nolan, režiser vele uspešnic, Christopher Nolan, lep moški. Pritisnem sprožilc. Čim prej. Sprav, raje smrt. I cannot tell a lie. Raje smrt. Kot pa, da bi priznal, ne bom priznal, da je tvoj celebrity crush. Priznam, kakšen crush? Kupu si. To nima nobene veze. Za kavo, čaj pit njegovo. To nima nobene veze. In zdaj si kupil od Casijota. Eno sem zgubil. Vem, si znaš povedal, prenosen TV, zato ker ga ima on. Ne, zato ker ga dajnik doma postavlja. Ne. Zdaj, tako, kaj sta samo dve opcije. Ali si mal zaljubljen vanga, zelo tako, pač celebrity crush, ali si pa norc. Samo te možnosti sta. Ja, vem, da sem. V glavnem, ker imam tudi še eno televizijo, sem kupil. Seveda si. Brion Vega Algol 11. Čakaj, jaz moram to vse googlati. A tega ne poznaš? Klasika italijanskega dizajna in Space Age. Še enkrat, Brion Vega. To mislim, da sem že slišal. Brion Vega Algol. Seveda vem. To je najbolj klasična televizija. To je tudi Iskra naredila še bolj kompaktno verzijo. Ja, tudi lepo. Pa Severna Koreja. Iskra je imela legit dizajn, nehaj. A to se, zdaj se hecaš? Ne, se ne hecam, smrtno resno mislim. A ne? Ja. Tako da tudi zato moram rešitev najti. Ti se za hec, ker sem slučajno našel novega. Novega si na IVS zapakiranega. Ja, v Teksasu. Koliko si pa dal? Veš kaj? Koliko si dal? Ena tistih zajebanih aukcij je bila. A si snajpal? Ne. Nisi ti, kar daš noter, ne? Fuck it, all in. Nekdo, ki ima eno tako stvar, ki je zelo nišna. Ve, da boste prišli. Ve, da tega ne bo po vsej verjetnosti noben kupil. In po vsej verjetnosti noben tega ne kup. Ja. In kaj naredi? Ja. Za tisto ceno, za katero je pripravljen dati, da ceno poštnine, licitacijo začne pa pri $5. In če da nekdo $5, mora pa poštnina biti. Je poštnina 100. Razumem. In poštnina je bila 100, dal sem 5 je bil izklicna cena. In si dal 6? Ne, sem dal 10. Ja. In je bilo to. In za $5 sem dobil to, ker ni dal noben več od mene. Sam poštnina je bila pa 100. Ja, razumem. Sam lej, za predmet, ki ga ima tvoj crush, ne? Kakšen del, na sliki je Christopher Nolan. Poglej, je Christopher Nolan zuno zapit zadevo in s tem TV-jem. Ne, sem ta zapit druga, ta je termoska. To te je prepričal, ne? Ta flop njegov, ne? On ima ta prečko, tako mal dunajski, ne vem, ko se to reče, njemu zmerim tako en pramen las mu tako visi dol. SS-ovski. Ne, SS-ovski. Hitlerjugend. Ne, ja, tako mal, ampak na cool način. Na cool način, ne na naci način. Ne? Da... Ja, vzem se malo v roke. Se ti imaš predispozicije za lepo pričesko drugačne. Sam res zmer hodiš kot Bigfoot. Okay. Se imam velike noge, to smo zadnjič ugotovila, ker sem sprašval, bo to dobro ali ne. Zdaj gremo na prvo temo. A, še ena tema. Ne. To je bilo, mislim, tole, jaz sem fan Christopherja Nolana. Jaz pa ne. Jaz mislim, da je to razlika. Jaz mislim, da je razlika med, jaz sem pač fan njegovega dela, ti si pa pač malo zaljubljen vanga. To sta dva različna svetova. To se zelo strinjam s tabo. Res se strinjam s tabo.
štekam to in to je to. To so poskusi humorja. Ne, niso poskusi humorja. Ne. To je ti pač zaradi zaljubljenosti ne vidiš realne situacije. Za to gre. Zdaj pa greva na Opa Help, ampak zdaj bom pa jaz nagovoril vse, več vas je, šarlatanov, nacijev, bom kar rekel, ki ste pisali v Opa Help po zadnji epizodi. Ne? Dobila sva veliko pisem. Res veliko pisem in Najlepša hvala za in vsi ste vse. pacienti, to bom jaz rekel. Čisto vsi si ne zaslužite. Katastrofa. Že. Jaz upam, da nehate poslušati ta podcast in zdaj bom jaz začel brati te umotvore tvojih. Te ljudje, ki so to pisali, imajo tak odnos do tebe, ki ga imaš ti do Christophera Nolana. Tako vam rekel. Ajde, zdaj pa gremo. Ne. Hej, smiley, ker vzem ta smiley nazaj. Meni so stropne luči kul, razumem pa Goldarja, da želi biti v trendu in potem je dala link, to je lepo zdrav, druga satelitka, vidiš, ljudje razumejo, ki je mesto, sicer nažalost na Daily Mail, ne? kar je večinoma zelo slaba popotnica, ne? Zelo slaba, ampak je pa do you keep the big light on, ne? Se pravi, stropna luč. Ja. You could be offending Gen Z who says it causes sensory issues. Sprav, ti si v bistvu v stiku z najnovejšo generacijo praktično. Tudi ne marajo. Tudi ne marajo, ker jih moti. Ne? Tako da... No, po moje luč stenska zadnja stvar na spisku, ki njih moti. Stropna, prijatelj. Kaj sem bi rekel? Stenska. Stropna, ja. Okay, naslednji pacient, ki je pisal Dober večer, preko obrazca Opa Help. Stropne luči lahko še kako uničijo ali polepšajo prostor. Jaz imam stropne LED luči utopljene v knauf in LED trak nad spuščenim stropom, ki doda prav lepo difuzno svetlobo. To je izključno, difuzna svetloba. Ne predstavljam si nekega baročnega lustrja v mojem fletu. Po drugi strani si pa ne predstavljam mojih luči v kakšnem dvorcu ali starejši hiši. Me pa zanima, kakšne rastline imate doma. Mogoče je taščin jezik, na katerega cvet moraš čakati tudi po 15 let. To res obstaja, taščin jezik, to prvi slišim. Mesojede muholovke, kaktusi, ki držijo nekaj tednov brez vode, to je Baljuretovo, mare iz Novega mesta. Še vedno poslušaš v Novem mestu. Imaš kakšne rastlino ti doma? Dejansko? Ja. Res imaš? Ja, imam. Bambus. Okay. Pa kaj je tista nova rastlina, ki ima tako ekstravagantno ime, ima take liste? Monstera. To je ekstravagantno, ne? Ne, mislim, da se ne reče Diefenbachia. Diefenbachia, to si zmislil. A nisi slišal Diefenbachia? Že ta današnji podcast gre pa v anale. Je, Diefenbachia obstaja. Vem to, poznam Diefenbachia. Mileva Marič, zdaj to prej, ne vem kaj še vse. Se pravi, imaš Diefenbachio, imaš pa bambus. Katero od teh dveh rastlin ima Christopher Nolan doma? Ne vem. Kako bi to zvedel? Ne vem, ker se ne ukvarjam. Ja, res se. Okay. Jaz sem sam eno lastnost. Ja. Jaz včasih v kakšnem filmu vidim, da nekdo bere eno knjigo. Ja. Pa ga prvič vidim. Ja. In to knjigo vidim prvič. Ja. In greš brati to knjigo. In dam na pauzo in grem na eBay in jo kupim, ker me zanima. In to je podobna stvar. A so to ponovadi moški protagonisti v filmih, ki berejo te knjige? Večinoma ženske, ker gledam filme z protagonistkami. Si zdaj vesel? Bo v redu? Zdaj pa dost. Beri naprej. Dober večer preko obrazca. Ne. Čak, jaz moram še, kako je bilo? Rastline. Jaz imam mnogo rastlin doma, tudi za eno ne vem, kako se je reče, ker vse moja draga kupi in skrbi za njih. Jaz z rastlinami v mojem domovanju nimam nič. Ja, mislim, nimava pa svet, da ima ženo, da skrbi za familijo, ker to, kar si danes že povedal, tudi tako, ne vem, kako dolgo, če bi bil sam ti, kako bi shajal. Okay, naslednji nacij s stropnimi lučmi. Sem Eva in popolnoma podpiram Godlerjevo mnenje o stropnih lučeh. Klicaj.
Bravo, Eva, to je tema, ki je pri nas doma v luči pun intended, opremljena novega stanovanja dnevno na sporedu. Mož bi imel praktično reflektorje and I strongly disagree, kako naj ga prepričam, drugače pa super sta, lepo zdrav. To je poročena. Res, to je prva asociacija. Naslednja je... Kako ne moža prepričati? Jaz ne zagovarjam reflektorjev gor. Jaz zagovarjam ledice, ki se jim da vzeti ven plavo luč. Pol je lahko stropna luč. Fajn je, če je dizajnerska, tudi to imam doma. Super je, stropne luči so super, če veš, kaj delaš, ko daš noter dejansko sijalko. Sijalka pa ne sme imeti plave luči. Mislim, mora imeti saj možnost, da je izklop. Razumem ljudi, veš, kje je težava? Sem pol povedal. Kako bi ti moža prepričal? Ma ne bi ga. Ne bi ga. Ma ne, mož je mož. On prinaša denar domov, hrano. Kaj bo... Doma, tako to del, ona je pa stay at home, ženska, skrbi za familijo in nič drugega. Če je normalna familija, ja. Kaj bi že šel? Mož, veš, moževa je zadnja, ne? Mislim, ne, zdaj je vprašanje, čaki. Novega stanovanja. Stanovanje. Kdo je lastnik stanovanja? Najbrž oba. Kaj, 50-50? Ja. Kakšen odnos je to? A zdaj bomo pa delili na 50-50. Dajte se zbrati, ljudje. Ne, verjetno je on kupil stanovanje. Zakaj? Kaj pa če je ona kupila stanovanje? Ja, če pa ona kupila stanovanje, pa gre pa to nek čuden zakon, ampak potem mora biti pa njena. Se pravi, odgovor, kako naj prepričam moža je. Potem je to nek prisesanec, let's be honest. To je nek prisesanec. Se je preklopil. Eva, pijavko imaš za moža, če si kupila flat. Kaj pa če je najemnina? Ni, če je novo stanovanje, jaz bi rekel, da ste kupila flat. Aha, jaz bi rekel, da ste kupila flat. Ja. Zdaj, tvoj odgovor je samo odvisen od kdo je kupil flat dejansko. Ti tako zelo striktno. Ja, pa se to je najbolj zdravo. To je res. To je pač človek. Ampak resmo, da se ti uresničijo sanje in ti in Kris, ne, greste skupaj živeti. Tam bi valjda on kupil flat. Že ta joke že, ko si ga izustil prvič danes. Mrtvega konja tepam. Ja, je šel v luft. Naprej. Pa mož, naprej. Prvič pišem v tale obrazec, ker sem jo poslušal zadnje epizode Opozovalnice, zdelo pomembno, da Anžeta informiram o tem, da ima Jure in fact absolutno prav. Yeah. Pa tega ne rečem pogosto. Your problem. Stropne luči so namreč totalno arhaičen ostanek stale utilitarne, ne estetike. In so nepotrebne. Ja, so nepotrebne. Niso, no, daj povej. Na splošno grde in zamoriral vibe vsakič, ko so prižgane. Yes. Mene talne mut... Male talne. Male, predaleč imam ta računalnik. Ja. Male talne mut lučke zavedno. To je dogma. Kakšne so male talne lučke? Te so ki so v nivoju gležnov, recimo, bi jaz rekel, ne? V tleh tiste lučke? Ne v tleh, po mojem na steni. Jaz bi tako, talne. Mogoče pa res te tvoje ampak tiste, angel. Pa tiste lučke so ekskluzivno za... Ne, imaš to talne, ne? Imaš to talno luč, ki je malo večja, sicer, čeprav ne vem, kaj pa ona misli z male. Jaz bi še enkrat rekel, ljudje božji, ne obstajajo samo 10,000 kelvinov ledice, ki jih daš na strop, obstajajo legit lepe luči in poanta je v sijalki. V sijalki, pa se razumemo. V sijalki je poanta. Ne, stropnost, to je... Simona je to napisala. Hvala lepa za podporo. Simona nekaj poslušati. V glavnem, naprej. Jaz se strinjam z Godlerjem glede stropnih luči, doma jih sploh ne uporabljamo. Samo tiste talne luči in dodatne... No, luč mora biti okrasna. Se strinjam, ampak stropna je lahko krasna. Ne tudi tu na tvoja firma stropne dela. Samo sijalka mora biti taka, da ne svetke reflektor. Ja, ampak ti si za mizo, tako če si v družbi, za jedilnici. Lahko je pa ful spuščena, točno to je ful spuščena. Jaz zadnjič, kar sem naredil, kar sem hotel reči, samo to, da če smo v sobi, kakršna je ta, ali v tvoji dnevni sobi, o stropni luči, tako kot je ta, to je katastrofa. Dobro, te ne moraš šteti, ker imamo jugoslovansko luč. Se sem. Ne, govorim, meni doma so lepe luči jaz imam Philips Hue noter, kjer lahko vzameš plavo luč ven in so super lahka. Vi ste vsi navajeni, jaz že 10 let nimam štekarjev na stenah za luči. Okay? Ja. Kje jih pa imaš?
Kje jih pa imaš? Kaj jih pa imam? A ja, štekarje. Ja. Ne teh klasičnih, ki samo prižgi, ugasni. Vsi so dimarji, pa še menjajo barvo luči. Okay. Ker imam pametne luči. Okay. Sijalke so važne, ne luč. To je to, Dobro. še en naci. Oh, God, Jure ima verjetno prav. Slabe stropne luči so res se katastrofa. strinjam, to se strinjam. Dobro, na luksane so nujne v kleti, shrambi, kopalnici, WC-ju in tako dalje. Če pa ima v mislih viseče luči, potem verjetno nima prav. Bravo. Že 25 let nazaj, ko nisem imel še niti kvadratnega metra lastne nepremičnine, sem že imel izolirano PH Snowball. Kaj je to? PH Snowball, za dnev, PHP. A to je una tvoja firma? Ne vem, ne. Ni, kako se unifermi reče? Čakaj, bom dal PH Snowball. Okay. In PH5 za jedilno mizo, po mojem, se teh niti komandar ne bi branil. Matjaž, 52 let. No, veš, 52 let star moški je edini normalni. Poglej to. To je to. To hočeš, to krasna luč. Je lepo. Pahasno. Matjaž, najlepša hvala. Eden redkih glasov razuma, poleg teh nacijev, ki mislijo, da so vse stropne luči iste. Naprej. Lep pozdrav. Beloruske stropne luči, pa tudi vse ostale klicaj, bi morali zakonom prepovedati. Kdo je to napisal? Ira. Nimaš prav! Močno in strašno se pridružujem Juretovemu prepričanju. In še Jure, neskončno velika hvala, ker si končno izpostavil to perečo temo. Najvajno življenje razsvetljujejo le luči dobrega okusa. Ja, ampak luč dobrega okusa je lahko tudi stropna luč Ira. Upam, da nehaš poslušati. Gremo naprej. Jaz grem zdaj tam, kurim mostove, pristopam. Ja. Okay, stropne luči, absolutno strinjanje z Godlerjem. Sem jih ravno ven odmontirati nisem dal, ampak bijem borbo z nekaterimi, odkar sem se v flat preselil. Razna mehčala, odbojni ter Ni lastnik. Godler, kaj odnos s pipami za vodo, tiste, ki se neenakomerno odpirajo in curijo kot nosorog seče, recimo. No. A veš, da kot ni nosorog šče. Ja, šče, ja, tako. Kaj je to? Lula. A ja, ščije. A to je pa... Ja. Jaz preziram tiste luči, tiste pipe, ki se odpre, pa jih pa obračaš, pa iščeš tiste... Kaj pa tepa, kaj? Ja, jaz imam take, pred kratkim sem jih menjal dejansko, pač, ki so ena, potem je pa desna za kaldo, leva za Fredo. Se vidi, da nimaš otrok, takih, ki bi pri tebi želel, mislim. A ja, otrok pa mora imeti tiste pol obrača. Posluš, otrok, desno, hladna, levo. Desno, res? Misliš, da to tako deluje? Desno pa levo. Jaz ne vem, kot ti otroke vzgajaš, človek. Pri 10 letih ne ve, kaj je desno, pa kaj je levo. Nima 10 let. Ja, koliko pa ima? Točno to. Mal manj, dost manj. Kaj boš rekel, da ne pozna strani neba, še zdaj naslednja stvar? Ne pozna strani neba. V glavnem... A tem se reče permisivna vzgoja. Tako. Jaz bi se zelo rad zahvalil Matjažu, ki je bil res edini glas razuma še enkrat. Vsi ostali pa upam, da ne da bo zložati. Zelo iskreno. Lepo pozdravljena. Piše 24-letna supermodel Luka. Po moje je Lukina, pa se heca. Ne, to so najni poslušalci. Po moje je to Lukina. Luka, no povej, kaj je Luka napisal. V eni izmed epizod Jure pohvali slovensko gledališče in ga postavi veliko više kot slovenski film. A sem to res? Ja, verjetno sem. Ja, si, ja. Zanima me, katere ustvarjalce, režiserje, igralce, dramaturge, scenografe bi izpostavil in katere predstave priporočal. Kako so slovensko gledališče kosa z ostalimi državami v Evropi? Jaz trenutno, mislim, že zadnjih 10 let nisem tako zahajal v gledališče, vem pa, da je pa na svetovnem nivoju oziroma na nivoju vsega, kar sem jaz gledal, pa sem pregledal kar vse National Theatre live, ki so bili predvajani. Da je bila izvedba iz leta, zdaj pa ne vem, mogoče se bom zlagal, ampak vem, da sem to gledal leta 2002. Verjetno je bila 2001-2002 ta izvedba v Drami ljubljanski. Otelo. Ne, čakajoč Godoja, Becketov, v katerem so igrali Šugman pa Svete, Pocoja pa Lakija, pa Bakovič pa Emeršič, Estragona pa Vladimirja. Da je bilo to
po moje najboljša izvedba kadarkoli. To je pa Narejena Beckettova, vključno s tisto, ki jih je on režiral z San Quentinom, kar se dobi tudi na YouTube, če se malo bolj pobrska. Toliko visoko, torej. Ja. Ok, fair point. Ni mi bil, scena mi ni bila všeč, Ja. ker je bila narejena v pol krogu, češ globe. Ja, okay. Tako pa cel oder je bil polovica krogle, ne? Ja, In po ja. tistem so potem hodili. To mi ni bilo všeč. Mislim, da je režiral pa Jovanovič, Aha, pokojni. okay. Tako da to je neprimerljivo. Ni mi pa všeč te moderne predstave, zdaj, ki so, ne vem, ki si vzamejo, ki ni več teksta. Pa pride, zdaj bomo pa naredili kaj. Mal drugač, mi bomo Ja, mal mi drugač. bomo malo drugač, mi bomo pa pasijon po Janezu, vsak igralec malo kaj vidi v tem naredil, pa se tam malo meče, pa tega pa. Tako da, lej, nekaj sem povedal. No. Okay, In to je zelo to. dobro. Hvala, Luka, za vprašanje. Ja. Lep pozdrav, tonski mojster in komandar na tej strani moški z zlomljeno hrbtenico moškosti. Saj tako sta me imenovala 4 leta nazaj. Ja, si mogel že nekaj ušpičiti, kaj te je že, ne vem, kaj je že bilo. Izjemno sem razočaran nad Godler, bil sem namreč DJ na Silvestrovanju Planet TV-ja. Oh, wow. Ves čas sem imel pripravljen vajn intro opazovalnice, čakal sem na trenutek, ko bo Godler vstopil v prostor in da bom lahko naredil svečani prihod, a njega od nikogar. Zelo razočaran sem odšel domov, saj so bile vse priprave za manj. Upam, da bom kmalu imel drugo priložnost. Spoštovanjem, Tim. Ja, Vsaka čas, jaz sem da si sploh. Sem na stranišču pijan ležal. Ne, hecam se. Jaz načeloma v odgovor na to vprašanje se izogibam zabav službenih, zabav družen in tako naprej in tako dalje, ker to je. Dosti je ChatGPT pa slike Christopherja Nolana. Ne, slabo je, ker to je poslovno okolje. Ti v bistvu, ja, razumem. Ti s temi ljudmi delaš. Zelo hitro se zgodi, da je par pijač preveč. Pa si pa poveste, kaj si zares mislite. Ne? Exactly. Okay. In to ni ok. Kaj si pa počel res doma, gledal behind the scenes od Teneta? Ne, nekaj sem imel, sploh nisem mogel priti drugače. V redu. Hej, tako se začne. 40-letni nemoški to piše. No, dobro. Aprila dobim Slovenijo na obisk prijateljico z Malte z družino, oklepaj 2 majhna otroka. Zanima me, kako Slovenijo predstaviti, kam jo napotiti, kam ne. Je Postojnska jama res vredna ogleda? Zanima me, kam v primeru dežja, kje se nastaniti v okolici Ljubljane. Kakšne zabavne aktivnosti priporočate? PS, zahvaljujem se za vse nasvete Huberta Požarnika. Ja, ne se meni, njem sedaj, se je še živ. Tip je res vedel, o čem piše, vem. Ja, ta Majhni otrok. Jaz mislim, da je Postojnska jama, ne glede na ves kič in veš, kako je res ratal, kot Luna Park je ratala. Ne? Katastrofa je. Sam je za videti. Še vedno je za videti, ker tam narava zma. Sloveniji ni nič za videti. To ni res. Je res. Ni Škocjanske jame. Ne. Bohen. Zakaj bi šel gledati jamo? Di mi povej. Ampak iskreno iz srca. Ja. Zakaj bi šel gledati jamo? Tako, ko greš gledati gore, ti ka snowshoeaš, ne? Jaz ne grem gledati gore, jaz to delam izključno zaradi kardija. To telo je treba vzdrževati. Ja. Da je pripravljeno na krisa. Jaz moram delati za to telo, ker jaz ne bom imel hlapne riti v life. Ne nameravam biti 50 let star z vampom pa z visečo ritjo. Forget it. Kaj to meni razlaga? Ja, ne vem, ker ti tebi gre tudi za to, če hodiš na zumbo. No, kaj v Sloveniji vidi? Evo, zdaj sem pa jaz projiciral v tega človeka. Dobim družino z Malte. Pazi, iz Malte pride v Slovenijo. Bom še enkrat rekel, ne vem, če so vsi slišali. Iz Malte pride v Slovenijo. Okay. Iz enega dragulja sredi morja pride v jamo. Ja. Pride v Postojnsko jamo. Ja, ne bi bilo sram. Ne, Postojnska jama je dejansko leži. Jaz mislim, da jo imamo. Jaz bi pelil na Triglav. Majhne otroke. Ja, piše 2 majhna otroka. Kaj zdaj to pomeni? A ve desno pa levo? To je zdaj vprašanje. Okay. Ker recimo sklepam iz tega, kar si mi povedal, če ne ve desno, levo. Ne gre na Triglav. Ja, ne na Triglav, malo prehuda za otroka. Čeprav otroci
so kar zmogljivi. Mislim, terajo. Po mojem, lahko tudi jim daš vrečke gor, pa bojo veseli. Veseli, ja. Moraš jih shoditi, ne? Ja, na Triglav. Ja. Ja. Kam v Sloveniji? Izjemen starš. Iz Malte v Slovenijo. Jaz bil gore. Ja, jaz tudi. Mogoče v Portorož na promenado na kebab. Nisem pričakoval tega disa. To? Kam v gore? Eno iskreno v gore, povej. Dej. Na nos, ajde, za otroke. Po položni poti lepo, Ok, fair point. ne postrmi. Ja. To je lep lauf. Ja, velika planina. Pa spominja, Planina, menina, ne, lom. na nos. Ki tako spominja gor na Škotsko, malo kad dol pogledaš proti Primorski. Pa lahko rečeš, poglej, takole zgleda Škotska. Ja. Skoraj takole zgleda Škotska. Ja, družino z Malce pripeleš na nanos in rečeš, Okej. Škotsko zgleda Škotska. Kaj drugega bi pa jaz pokazal? Jaz mislim, da ne. Na strelišče bi jih pelil, na Dolenjsko, tam, ko smo delali spit za pištole. Kdo je delal izpit za pištole? Jaz. A ti, a to sem se že pogovarjal? Ja, res? tam bi pelil na strelišče, to se mi zdi kul. Ne. Ja, ker v tarčo strelaš in Ne. Se počutiš kot pravi moški. to se zmeri, tam priješ sam potrditi. Valjda. No, Okay. Gej je ok. kam bi pa ti pelil? Kam bi jaz pelil? Kaj bi ti pelil? Da slišim zdaj mnenje dolgočasnega očka. Da vidimo. Okay. Povej. Bohan, ki jaz mislim, da je res ta lep jezero. Pač to, jaz mislim, da Bohan nujno. Se strinjam. Lej. To pa, ker si rekel Okej. gore, jaz bi, zdaj, glede na to, če je pisala ga aprila, ne, glede na to, da je to april. To je lep jaz- mesec. To je lep mesec, veš, kam bi jaz šel? Jaz bi šel, pa to bo zdaj tako, v Kranjsko. V Kranjsko, Jasna, to, pol pa, ampak to bi bilo samo, to je samo, pol pa mogoče v najlepši del Slovenije, kar se mene tiče, Bovc. Mislim, še rekel Novo mesto. Zakaj Bovc? Tam je res lepo. Se ti zdi? Ja, Strba, Una dolina, ti si res lepo. Meni se zdi klaustrofobično, tako kot Kranjska gora. Ne, ni. Tam pa greš malo slape pogledati, pa tako tisti je, ti pa Soča, ta star Sočo gledaš, bistra Soča, ti so vsi navdušeni. A veš. Ne vem, pač, jaz bi tako rekel, če prijo Slovenijo, Ne gre na Škotsko. ne, pa so reči, če prije EasyJet je pocen od tle. družina z dvema otrokoma v Slovenijo, Pelte jih na Brnk. jih pelte v Avstrijo. Okay. Ja. Ti si res zelo. Še enega, pa pol mogoče kakšna tema, še, mislim, da mava še eno. No. No, daj. Dobro. Če bi dobila 5000 evrov, ki jih morate porabiti za eno od spodnjih možnosti, za katero bi se odločila in zakaj? A. Luksuzna ura za 5000 evrov ali kater drug predmet, ki ni kupljen kot naložba, ampak za zabavo. B. Potovanje z 2 osebi za 5000 evrov. A greva skupaj? Hvala za odgovor, Gregor. A greva skupaj? Če greva skupaj za 5000 evrov, nekam jaz to zberem. Ja, si nor. Zakaj? Ti ne bi z mano potoval. Ja, da me v glavo drko skozi ne. Ne, pa hvala zakaj? lepa. Dej, greva nekam. Kam bi šel? 5 jurjev imamo budžeta, kam greva Pet potovati? jurjev. Ja, to ni nič, ne. To je pri tebi ena noč. Mislim, to je ena noč v Benetkah. Idiot. Usually. Ki se je ne spomniš. Ki se je efektivno ne spomniš. Ne vsega. Ne vsega. Kam bi šel z mano? To je jaz popravljam Gregorjevo vprašanje. Kam bi šel z mano? Ne vem, kam. Ampak tako, da moramo potovati, se pravi, mora biti neka razdalja, ne tako, da greva lahko takoj domov. Da smo tam, da se morava družiti, morava koegzistirati. Kam bi šel z mano? To je zdaj tako hipotetične, boleče zadeve mi tle. Zakaj? Ne, kaj? Jaz pa mislim, da je to lepo. Ne. Na jadrnico, samo mi dva. Ne. Ne. O, ne. Okay. Ne. Kjer državo? Kjer del sveta? Kam bi šel z mano? Ja, jaz bi šel. Kam bi šel z mano? Ne z mano, ne na splošno. Kam bi šel z mano, me zanima. Ajde. Po poteh Agate Kristi, ki je šla na Grand Tour, ne, po Bližnjem vzhodu. Bližnji vzhod, jaz bi bil security po tej logiki. Ja, ne security, pač upal bi, da bi nazaj sam prišel. Odsvetujem pa to, katerkoli drug predmet, ki ni kupljen kot naložba, ampak za zabavo. Luksuzna ura za 5000 evrov. Ne kupovati luksuznih ur. Ja, kupite Casio.
Jaz bi rekel, da ja. Ampak kaj, pa greva kaj, Aswan, Dobro, Dubaj. lahko se tam začne. midva v Dubaju, to sta. Sirija, Bejrut, Irak, tak, okay. Iran. Afganistan, Ja, gremo gor. tam je skozi potovala A res? Agata Kristi z V vlakom. Afganistanu? takrat. Ja, Okay. njen mož je bil arhitekt. Škam bi mogla iti? Arheolog. Škam bi mogla iti? Škam bi mogla iti? Kam? Mogla bi iti na Uno, to, kar sem jaz vedno hotel iti, počitno nikoli nam šel. Orient Express, ne? Ja, Orient Express, to, kar je danes ostalo od Orient Expressa, je nivo Benetk za eno noč. Aha, Se pravi, te ture, ki jih Ja. nudijo, se pravi London, Benetke, kaj je London, Dunaj, pa ne vem, kaj je še ostalo. London, Švica. Mislim, da so ene par tur je, ja. mislim, da ima vsaka samo eno noč. Da, Ne, pa zakaj ne bi šel dejansko z vlakom čez vse? pa to ni Orient Express. Orient Express ima zdaj, to je storitev. To, ne greš, da bi nekam prišel z Orient Expressom Ja, dan ampak si danes. kao. To se kupi za obletnice in greš Evo! z Londona do Pariza. Pejva. Ne. Kaj, London, Pariz? A je Pariz, London? Ne, mislim, da je London, Benetke, pa London, Dunaj. Pa ne vem, A ne mora kaj iti pa še. Benetke do Londona, pa nazaj. Tudi lahko greš, ampak to je star, tam. To je to, ti to je, prideš- to je to, Jure in Anže, Benetke, London, Orient Express. Ja, To je to. To je to. Odgovor na vprašanje, podpri.si. podpri.si. Ja, Podpri.si. To je zdaj, prideš gor, ja, greš v svojo kabino, ja. vsaka kabina ima designated butlerja, Oh, neomejeno imaš za pit, kad ni a alkohol. sa skup v kabini? Ne, to bi bilo ločeno. Zakaj? Pa se lahko pogra. Ne, hvala. Ne. Ne, nobenega pograda ni. In potem imaš kosilo, potem se moraš iti preobleči dress code za večerjo. Aha. Moraš imeti Kaj pa moraš imeti oblečen? black tie. Mam. Potem greš na večerjo in medtem ko si na večerji, ti Ja. butler preuredi kabino v spalnico, Oh. ti spremeni tisto, kar je sedež čez Ja. dan, ko se voziš, ti spremeni v poslo. A prešparava, če sva skupaj v kabini? To je moje vprašanje. A je cenej? Ne, to pride. Saj sam okrog- rečeva, da sva par. Ne, Miva nisva par. Ne, to ne bo. To Ampak ne bo, sam rečeva. Tega filma ne boš videl. Po mojem je To- ne, cenej, ne, če bi šla ne. kot par, Ne. kot če greva ločeno. Ne, ni, ker pride na osebo, ne vem koliko, 8,000. Vala je cenej, če sta v isti kabini. Pa imamo samo enega butlerja, zihar je cenej. Ne. Ziherec ne. Ne, hvala. Zakaj? Oh, Sam hvala. rečeva. Pretvarjava se. Ne. To si dala druga imena. Ti si Pozdravljena. Jure, jaz sem pa Kris. Hvala. Pa daj, pej tu tri krasne. No. Pozdravljena influencerja, sodelavcem. Sva ugotovila, da oba poslušava opazovalnico, kar me je seveda zelo navdušilo in večkrat sta prav vidva tema najnega pogovora. To ne dvomimo. Ker si enkrat kult, moraš to pričakovati. Zanima me, kakšen je vajen shower rutin. Zakaj zanima dva tipa, kakšen je najn shower rutin? Ali za telo, obraz, lase uporabljate različne izdelke, ali pa je eno od Old Spice, kar za vse. Zanima me tudi vajen aftershave rutin, če obstaja. After shower rutin. Joj, se opravičujem. Ja. S kakšnimi losjoni se vse Jure namaže po tuširanju? Ula, a ja, ok. Sodelavka in pa sodelavec. Pa sodelavec. Tako. Shower rutin. Ja, nič. Se stojiš, Ja, najprej jaz- se slečeš, stopiš pred uno ogledalo, ki Ne, se ne vidiš slišim iz se vseh. čist cel. Kaj pa? Ne, pač srajco pa kravato imam gor. Oziroma v najslabšem primeru kravato. Bom se slikal. Samo v kravati. To bi bil lahko Christmas card opazovalnice naslednje leto. Ja, Ta let, no, zdaj, ko pride Božič. Ja. Kako se namaže? Jaz uporabljam različne izdelke. Uporabljam. Katere? Ne mora reklame delati. Ja, to je res. Veš, ne mora zdaj kar govoriti. Ampak jaz A so sem. slovenski, Afrodita. Tudi eden je, A res? ja, za brado. Ti všeč? Ja, Diši? ja. Ja. Sam povem. Ampak jaz imam različne. Jaz imam, se pravi, imam za telo, za obraz, kot je napisala, za lase, ja, pa brado, ki jo imam, zdaj se nimam trenutno, ampak jo večinoma imam. Tako da ja, različne izdelke. A ti imaš pa eno, ne, 3 v enem. Ne, nimam. Imam 3 stvari, tudi od Ezop, šampon, Ja. air conditioner. Conditioner. Hair conditioner. Ja.
pa A skupaj ali dva? gel. To sta dva. To so vse tri različne. Okay. Pa gel. Pa duš za, gel. pa za tuširati. Okay. Kaj pa after shower? Za Ne. obraz, kakšna krema? Ne. Ne. To jaz I'm a rough guy, man. Jaz imam kremo zdaj. Za telo. Za obraz. Namažeš se s kremo za obraz? Ja. Kaj? Zato, ker sem imel pač po zimke suh luft, pa to mi res pomaga. Da še bolj postara. Ne, pomladi me. Pomladi me. Ne, pač suh zrak te je še bolj postaral, Ja, tako. posušil. Posušil. Ja, prav imaš. Koliko si ti letnik? Ti starejši od mene, ne? 83. Au. Ja, ne, če sem to sliko objavil, če tudi Ula objavi svojo sliko pod tušem. Samo v kravati. Ja, Samo v kravati. ja, ja. Vprašanje. Ja. A imaš eno brisačo, ali imaš za glavo brisačo, pa Ne, zavijaš, a si jo zavijaš? Ne, ne zavijem si, to ženske delajo, kaj s teboj. To ni res, kdo tudi si tipi to zavije? dela. Tudi tipi si zavijajo lase. Ne, si ne. Nekaj imajo dolge lase, zihar. Doma dolge lase. Ljudje. Kdo ima danes še dolge lase od tipov? Naštej mi takoj enega tipa, ki ga poznaš, da ima dolge lase. Hvala. Samo to sem rabil, pa čist naš drugega. Kakšen review? Ja, celo so neki review. Enega bova, en review bova, pa šla pa počasno do pobarbo. Tako da čakaj, da najdem review, jaz da si me čist. S tem, kdo ima dolge lase? Ja, nima. Poznam ljudi, ki imajo dolge lase. Okay. Več je rubežnikov kot Robinsonov. Okay? Okay. Odličen podcast, 3 klicaj, novi satelit, 5 zvezdic. God in Tomo vedno podpestrita, podcast sem podprl, ker je res super in da ga ne bo konec, vidiš? Evo, No. Stvarjajte še naprej. Hvala, nov satelit. Okay, daj vas še kakšnega prebrati. Mr. Beaufort je nickname, Jurex Durex, 5 zvezdic. Dobro. Okay, v redu. Čestitke obema za super drugo sezono, šteka druga sezona, 2.0, to so že pozabili zdaj. Sedaj že več kot kultne serije. Kakšna bo šele tretja, spustite pričakovanja. Fan že od Officea, pa še hitro vprašanje za Godlerja, ali ste že kdaj zavili na St. James Street v Lock and Company Hatters Seveda. ali Hlobu, da Davidofa seveda ne omenjam. God, in še en naci. Stropna luč je namenjena partnerki, ko posesam prostor, drugače mora biti prostor. Poln namiznih luči in kristalnih lepelnikov. Kakšni šovinisti, pa to je noro. Ne, temu se včasih rekli zdrav človek v betic. Zdaj smo pa šovinisti. Ja, Zdaj smo pa šovinisti, pa fašisti. tako. Tudi to bomo preživeli. Kaščurki. Tudi to bomo preživeli, dragi. Kaščurki. Dragi, še to Tako. nič tomo. God, okay. Ja, daj. Locks Hatters, to so odlične stvari. Sem tam, A to so klubuke delajo? ja, tako. pomeri in to. Ja. Ampak imaš kakšen? Lops ti dela pa pomeri, ne. Lops ti dela pa pomeri čevlje. Zakaj sta pa šel noter? Jaz pač greš noter, pa pogledaš, pa malo Ja. pomeriš. Vse sorte teh klobukov delajo sem. To je v Angliji, tam še kdo nosi bowler hat, ali pa sploh cilindre pri raznih vrtnih zabavah in tako naprej. Da ne omenjam Escota, kjer je klobuk obvezno. Obvezan, ja. Ja. Kaj bi šel v Anglijo, v London po klobuk, pa ga boš prinesel nazaj v Šiško? Za na Planet TV korporat zabavo. Ja, Pršel bi v klubuku, DJ Team bi spustil komad. Ne, resno ti govorim, kam ga boš prinesel? Na zabavo pod klobuki? Ali kaj je ona zabava letna? Piknik pod klobuki. A si bil kdaj? Ne, ko je to? To je največji slovenski medijski dogodek. Slišal. Ladyjev piknik pod klobuki. Prijatelj. Res tega ne poznaš? Ne poznam. Tam pride cela slovenska estrada. Tudi takšni, ki ne hodijo na noben event, pridejo tja. Čak, Ladyjeva? Ne, Ladyjev. Mislim, da je Lady. Piknik pod klobuki. Piknik. Pod klobuki. Ja, 2024, leto. Ja. Lady piknik, ja. Lady so vsi v klobukih. Vsi in to cela slovenska smetana. Okay, jaz še nisem bil nikoli. Če nisi bil? Dobim vabilo vsako leto, sam to pa jaz ne morem iti tja. Zakaj ne? Ker bi umrl. Zakaj?
Ne. Ker nisem jaz del teh ljudi. Ja, Lady Picnic, to dejansko obstaja. To so velika imena, razumeš? Ja, ne to, kar si ti, galerija. Ja, lej, evo, gledam. Teja Pelko, Nate Simčič. No. Ja, očitno znani, ja, ok. Prvič slišim to star. Nisem bil nikoli vabljen. Ja, nisem še tam. Nisem še tam. Rajmond Debevec je bil. Rajmond Debevec. Ne, res, to prav velika imena pridejo na ta piknik. To je zmeraj nekje sredi gozda. Ja, vidim, ja. Meni zgleda kot mostec, ampak ne vem, če in narejen je tudi za otroke. Gianni Rijavec. Gianni Rijavec. Narejen je tudi za otroke, veš. Kaj to pomeni? Ja, da lahko priješ z otroci in je poskrbljeno za njih. A ja, da ti žuraš v bistvu. Mislim, da se iz eno ograjo da ne more spizditi. Ja, da povegne. Ja. Okay, ja, moram reči, da je zelo zanimiv. Nina Gazibara. No, to pa, ja, royalty, praktično royalty. Starešina slovenska. Royalty. Manekenstva, kaj? Ja, se je to res. No. Ja, ona je pa res. Ja. Mislim, več se ne da, kot Nina Gazibara, kar se tiče Slovenije. Svetnica, zavetnica. Manekenka. Absolutno, to se zelo strinjam. Ja, širiš obzorja. No? Mava še celo 2 ocene, da jih prebrati, pa greva pa resna. Okay. 28-letni poslušalec, satelit, tako kot vsi vemo, da je najboljši podcast, ticaj 5 zvezdic. Vemo. Vsekakor zame najboljši podcast, smeha ne primanjkuje, Dopo Barba pa je kot OnlyFans. Še za malo denarja se osrečiš. To pa kar. 28-letna poslušalka? Ne, poslušalec. Nikolaj Nov, smrdljivke, subject line 5 zvezdic, da vidimo, ali ne jo žali. Pozdravljena, verjamem, da je Jure kot vedno izpolnil obljubo nogice.si. Predlagam eno od rubrik na strani in sicer smrdljivke, da bi bile nogice. Pošteno. Pošteno, to je dobra ideja. Častno mesto v tej rubriki morajo imeti stopala Vitalija Nosova. Ja, publikum pomni. Jure ti bo že razložil do naslednjič. Vitalij Nosov. To pa ne vem. Je bil en Rus, ki je igral za Olimpijo. Dejmo reči, da so njegova stopala res niso urban legend, so ljudje si vejo, da Vitalij Nosov je imel velika stopala, ni pa imel čevljev, ker je bilo to takrat, ker je imel res ogromno nogo vedno za svoja stopala in so bila takšna, kot so bila. Kaj ne rečem, eni imajo stopala, eni imamo pa kaj drugega. Christopher Nolan. V glavnem, zdaj pa greva na Dopo Barbo. Že sem še enkrat zelo na hitro povedal, če podprete ta podcast aparatus.si pošiljnica podpri, dobite vsakič dodatek epizodi, to je Dopo Barba, to bo zdajle. Če nas poslušate, dejte naj jo označiti na Instagramu, jaz sem Anzeta, Godler je Godler, ker pol mi ga to poobjava. Pa dejte komu priporočiti ta podcast, ampak mu povejte, v kaj se spušča. Ker res, ker je na družabnih omrežjih je toliko enega šrota, se mi zdi, da to, da če ljudje priporočijo en drugemu, mogoče največ pomeni. Tako da, če boste to naredili, iskrena hvala. Vsaj iz moje strani in tudi od fanta Chrisa Nolana. Zdaj pa intro Dopo Barbe. Dejstvo je, da ženske res ne poslušamo opazovalnice. To še nismo zamenjali. Nismo zamenjali. Troj iritiranje. Ni nič poslala ženska, oziroma ta model. Zato ti pa pravim, da to ni bila ženska, ampak je bil nek človek, ki se je z AI-om igral in je to posnel. To ti je že cel cajt govorim. To je tako, ka, se spomniš ti tegale? Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Te reklame nisi nikoli videl. Ne. Tako vrtnica pada. Vrtnica. Da pa invalid. Vrtnica se zlom. In to igra. To, kar zdaj jaz igram. Ker iz 2 Mozartovih sonat. Aha, to nisem vedel. No, ta intro je tako kot tole. Ja, a te ne zmoti, ne gre naprej. Dobro, tam se vrtnica zloma, ampak ta sonata gre naprej, ne? No, da je tako gre. Tako gre naprej sonata. No, to je pa isto. Me je to še zmerom impresivno. Dejstvo je, da ženske ne poslušajo opazovalnice.
Come on, continue. A, to je problem. Prekratko, to je Ja, ne, pa To hočeš reči dobro, a prekratko. Ne? Ja, Okay, poslušaj opazovalnice. no, bom zdaj Razen, če se jih ne prisili in prisililo se me je. Ali neki, Okay. ne pa. Bom tukaj še le fade naredil, da mogoče je ta model, ki je to naredil, to sliši, če ni satelit. Ja, ne A je prav? nadaljuje, ne pa kakšna modulacija.